Najlepša hvala, da ste tukaj z nami in da delite informacije ter poročila, ki jih imamo do sedaj. Mislim, še vedno čakamo na uradno potrditev in podrobnosti, ampak kaj lahko pričakujemo, da bo obravnavano in vključeno v ta dogovor? Torej, ta dogovor v bistvu določa časovnice za razpravo o najbolj perečih vprašanjih, ki so v središču tega konflikta med Združenimi državami in Iranom. In seveda je Izrael tukaj na strani Združenih držav, vendar ni uradno vključen v pogajanja. Torej, v bistvu ločujejo teme. Torej, o Hormuški ožini naj bi se dogovorili v naslednjih 30 dneh. Jedrski dosje, ki je tukaj dejansko glavna stvar, pa imajo 60-dnevni rok za nadaljnja pogajanja, da bi dosegli popoln dogovor, ki presega memorandum o soglasju. In vemo, da ZDA zahtevajo, da se 440 kg urana odstrani iz iranskega ozemlja. Kam bi ga odpeljali, nihče ne ve. Obstaja veliko vprašajev. Več je vprašajev kot klicajev, ampak to sta v bistvu tista dva časovna okvira, ki jo trenutno upoštevajo. 30 dni za pogajanja o Hormuški ožini. 60 dni za jedrska pogajanja. To Iranci sami pravijo v svojih medijskih izjavah. In bomo morali videti, kako se bo to dejansko odvilo. V redu, Jakov, ostanite z nami tukaj v studiu, kmalu se bomo vrnili k vam, da vse to podrobneje razložimo. Zdaj pa se nam za nadaljevanje razprave pridružuje Ariel Cohen, višja sodelavka pri Atlantic Councilu in ustanoviteljica organizacije International Market Analysis. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Torej, minilo je 40 dni vojne, 40 dni premirja, na tisoče izgubljenih življenj, največja motnja v svetovni oskrbi z energijo od 70 let prejšnjega stoletja. In prvo vprašanje, ki se mi poraja, kaj sta Izrael in ZDA pridobila s tem, zdaj, ko gledamo na dogovor? No, najlažje je začeti s tem, česar Izrael ni dobil. Izrael ni odstranil strateške grožnje za svoj obstoj, ki prihaja iz teokratske diktature mulahov v Iranu, kaj šele samega obstoja tega režima. Iranskega režima niso prisilili, da bi izpolnil zahteve Združenih držav Amerike. In zdaj, po ne eni, ampak dveh vojnah, ne pozabimo, vojne leta 2025, 12-dnevne vojne, se Iranci za pogajalsko mizo obnašajo, kot da so zmagali v vojni. Tako zdaj nekako nejasno pogajamo o jedrskem vprašanju. Ne zdi se, da bi Trump bil sposoben odstraniti strateško grožnjo, ki jo predstavljajo balistične rakete, ne le za Izrael, temveč tudi za vse arabske sosede Irana in Evropo. In o posredniških silah sploh ni razprave. Obstaja trojček, trinožni stol, na katerem je temeljila iranska moč na Bližnjem vzhodu. In to so bili jedrski program, balistični arzenal in posredniške sile. In dejstvo, da Iran po teh dveh operacijah celo stopnjuje svoje zahteve, mi nakazuje, da to ni konec zgodbe. In ni nobenega zagotovila, da bo, ko se bomo približevali ključnim vmesnim volitvam v Združenih državah, Trump imel dovolj poguma, da bi nadaljeval boj. In to nakazuje, da mora Izrael razmisliti o obrambnih in napadalnih prioritetah, kot sta raketna obramba in obramba pred droni. Kaj storiti glede Hezbolaha, kaj storiti v Gazi, glede Hamasa in na koncu, kako se spopasti z iransko grožnjo, saj iranska grožnja ni bila odstranjena. Prav, torej lotimo se tega. S čim se Izrael zdaj sooča v primerjavi s tem, na kaj je gledal pred 6 meseci ali pred vojno pred nekaj meseci? Kaj je tisto, kar lahko Izrael trenutno dejansko stori? In tudi tako na kratki rok, kot tudi, če pogledamo naprej, kakšne so priložnosti, kakšne so možnosti? No, možnosti se ne izboljšujejo, ker smo pred nekaj meseci mislili, da ima Bibi Netanjahu nekako vse dogovorjeno z Združenimi državami in da je Izrael popolnoma usklajen. Zdaj pa je videti, da Trump v teh pogajanjih daje prednost Erdoganu, Mohamedu bin Salmanu, Saudski Arabiji in Katarcem. In Bibi je nekako le nekdo, na kogar se spomnijo šele po enem telefonskem klicu. To ni dober znak za Izrael.
In moram reči, da po katastrofi 7. oktobra 2023, obveščevalni neuspeh, vodstveni neuspeh v Gazi in zdaj zelo neodločen rezultat v Iranu, Netanjahu je videti vse slabše pri izraelskih volivcih in za izraelske zunanje partnerje. In poglobimo se malo v to. Seveda je to velika mednarodna zgodba, toda za Izrael in posebej za Benjamina Netanjahuja, kaj to pomeni za prihajajoče volitve? Mislim, da to ne more biti nič drugega kot politični izziv. No, to je izziv, ki se je stopnjeval. Obstajajo še druge zadeve. Obstaja primer katarskega denarja, ki po mojem mnenju meče temno senco na Netanjahujevo vlado. Kaj se je zgodilo? Kdo je vzel denar? Koliko denarja? Kaj se je zgodilo z denarjem, ki je bil poslan v Gazo prek Jeruzalema? Postavlja se vprašanje, kdo je vedel kaj o načrtih Hamasa za napad na Izrael 7. oktobra in pred njim. Poglejte, sem stare šole in sem tudi izraelski odvetnik. Verjamem, da obstaja razlog, zakaj obstajajo Hok, Vadota Kerem, Mamlehtiot, vladne preiskovalne komisije, in v okviru vladne preiskovalne komisije je treba vse te zadeve, ki sem jih pravkar naštel, zelo, zelo temeljito preiskati. In dejstvo, da 3 leta po 7. oktobru niso, odpira resno vprašanje o tem, kako ta vlada tukaj deluje. Druga stvar, ki bi jo povedal, je neuspeh Netanjahujeve vlade, da bi zagotovila močan odziv na kampanjo demonizacije in očrnitve Izraela, judovskega ljudstva in cionizma. In do zdaj je bilo storjenega zelo malo, da bi se temu uprli. Obstaja 5 dejavnikov na svetu, ki aktivno uničujejo legitimnost Izraela. To so Iran, Katar z muslimansko bratovščino, Turčija ter skrajna levica in skrajna desnica v Združenih državah in na Zahodu. In potrebujemo strateške odzive na to obsežno informacijsko vojno, ki je sprožena z namenom ogrožanja judovskega naroda, tako kot je bil judovski narod ogrožen v 30 letih prejšnjega stoletja v času nacizma. Vsekakor veliko za premisliti. Ariel Cohen, najlepša hvala za vašo analizo in prispevke.